SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podcastu SBC Intervju. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa gostim ministra za finance Klemna Boštjančiča, s katerim bova upajmo, da zelo izčrpno in konkretno odgovorila na vsa vprašanja, ki se odpirajo v novi, temu zdaj ne pravijo več reforma, temveč davčnih spremembah. Torej, kaj nas čaka, koga in predvsem kdaj sledi napovedani drugi paket. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Začneva od ozadaj. Ko ste zares predstavili paket, ste rekli, da je bilo ogromno kritik, še predno so konkretne rešitve prišle na dan. Kako je zdaj? Konkretne rešitve so šle v obravnavo za en mesec. Kakšni so prvi odzivi, zdaj, ko se dejansko vidi, kakšne so spremembe in ne samo izhodišča? Pravzaprav je bilo največ komentarjev, pretežno negativnih. Preden so bila sploh izhodišča v javnosti predstavljena, kaj šele sami zakonodajni predlogi. Mi smo dali ta ponedeljek, torej pred 2 dnevoma v javno obravnavo zakonske spremembe. Prejšnji teden, torej v sredo, smo pa predstavili izhodišča. Največ kritik je bilo še celo pred sredo, preden smo sploh predstavili izhodišča. Tako da na to sem se tudi sam kritično odzval. Ne zato, ker verjamem, da so kritike potrebne, velikokrat tudi pomagajo. Ampak pravzaprav govoriti o rešitvah, pri čemer jih še niti dobro ljudje ne poznajo, oziroma na polovico poznajo, se mi zdi pač neustrezno. Torej, rekla sem, do 3. julija je čas za obravnavo, potem seveda sledi celoten parlamentarni postopek. Danes bova govorila o trenutno predlaganih rešitvah. Kaj pričakujete, koliko od tega bo potem, ko bo stvar enkrat sprejeta, torej vse spremembe zakonov, dejansko od tega, kar bova danes govorila, obveljalo, koliko pa se lahko stvari spremenijo? O tem težko govorim, vendar pa če nadaljujem od tam, kar ste me pri prvem vprašanju vprašali, si upam trditi, da bo večina predlaganih sprememb potrjenih. Namreč, če je bilo relativno veliko kritik nekje do srede četrtka prejšnjega tedna, jih pravzaprav v zadnjih dneh ne slišimo več. Torej, potem, ko je šel v javno obravnavo ta paket, pravzaprav niso javno nobenih kritik nismo slišali več. Recimo, kot primer povem, danes sem se tudi pogovarjal z predsednico trgovinske zbornice. Oni so bili precej kritični do enega od predlogov. Ki ga tako rekoč ni več? Tako, ne, in zdaj vse potihnilo. Se verjamem, da se bova k temu še vrnila. Dejva najprej čisto celoto pogledati, kakšne finančne učinke naj bi te spremembe prinesle. Seveda, če bodo sprejete v taki obliki, kot so zdaj predlagane. Vem, da za določene ukrepe nimate popolnoma natančno, oziroma so bolj ali manj učinki nekje tam blizu nule, ne? Torej ni nekih velikih sprememb, pa vendarle vse skupaj, kako težek je ta paket sprememb? Ta paket je v resnici specifičen, ker gre za ciljno naravnane ukrepe z, recimo temu, razvojnim nabojem. Torej, pri tem paketu ukrepov nismo zasledovali ciljev, recimo tema, polnjenja javnofinančne blagajne, ampak smo se usmerili na tiste ukrepe, ki verjamemo, da bodo predvsem pomogli enemu delu gospodarstva. Torej, največ gre ukrepov, ki so vezani na predloge gospodarstva, ki smo jih v zadnjih 2 letih slišali. In te sami predlogi ne bodo imeli velikih niti pozitivno, niti negativnih javnofinančnih posledic. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj smo v ta paket tovrstne ukrepe predlagali. Gre za to, da želimo, da se te ukrepi, torej najprej v naslednjem mesecu skozi javno obravnavo, potem naslednji mesec ali pa mesec pa pol skozi analizo teh predlogov, ki bodo skozi javno obravnavo
prišli, da oblikujemo dejansko končne zakonodajne predloge, jih nekje v mesecu avgustu, verjetno v drugi polovici na vladi potrdimo, v začetku septembra damo v parlament v končni zakonodajni postopek. Torej gre za ukrepe, za katere pravzaprav želimo, da veljajo s 1.1.25, zato smo pretežno predlagali ukrepe, za katere verjamem, da bi skozi naslednji mesec morali priti do končnih rešitev in do relativno visokega konsenza. Recimo, da tisti ukrepi, za katere verjamemo, da je potrebno več časa, tudi po predstavitvi, bodo predstavljeni v naslednjem paketu, za katerega je predvideno, da ga predstavimo konec letošnjega leta. Kaj pa kakšni posredni učinki? Rekli ste ciljno naravnano, predvsem so te 3 sklopi, ki se nekako nanašajo na podjetja, se morda lahko to zmeri na nek mal, recimo srednjeročno obdobje ali pa mogoče celo dolgoročno, neke posredne učinke, ne vem, višji BDP, več tujih neposrednih naložb, ohranitev sedeža podjetij v Sloveniji, več start-up podjetij, recimo, da so neki mehkejši, pa vendarle pomembni vplivi na daljši rok. Meni osebno se mi zdi najpomembnejši od vseh teh ukrepov ta ukrep za privabljanje ključnih mladih kadrov v Slovenijo. Bova tudi s tem začela. In recimo ta ukrep je tipičen tak, da kakšen je učinek tega ukrepa. Ne? Lahko ga merimo z vidika javne finančne blagajne v negativnem smislu. Torej, če te ljudi, ki bodo ugodnosti deležni, torej, če jo ne bi bili deležni, bi plačevali, bi prišlo več v javno finančno blagajno. Na drugi strani, torej bi lahko rekli, da je to na javno finančno blagajno negativen učinek, na drugi strani če pa jih pride več, ki potem plačujejo. Na drugi strani pa mi verjamemo, da s tem naslavljamo pretežno ljudi, ki sicer ne bi prišli v Slovenijo. Torej v tem primeru je pa v resnici večina tega učinka pozitivna. Torej davek, prispevke oziroma dohodnina na koncu, ki jo bodo plačali, jo sicer ne bi plačali, ker te ljudje zelo verjetno v Slovenijo ne bi prišli. In v resnici s tem ukrepom ciljamo na ljudi, za katere je visoka verjetnost, da v Slovenijo ne bi prišli. Kaj bo uspeh? Torej, to gre za visoko kvalificirane kadre do 40 let, ki so bili zadnjih najmanj 5 let rezidenti nekje drugje in ne v Sloveniji. Kaj bo recimo v 1 letu, v 5 letih, 10 letih uspeh, koliko bi jih moralo se vrniti, da boste rekli, ukrep je dejansko uspel? Ta ukrep je namenjen tako Slovencem, ki so bili vsaj zadnjih 5 let rezidenti nekje drugje, kot seveda tujcem. Mi si cilja nismo postavili, kaj je uspeh, verjamem pa, da bo seveda sicer relativno enostavno merljiv, ker seveda številka bo v vsakem trenutku znana. Tako da upam si trditi, da bomo s tem ukrepom v nekaj letih nekaj tisoč ljudi pripeljali v Slovenijo, za katere je velika verjetnost, da sicer v Slovenijo ne bi prišli. Ta shema ne bo veljala za podjetja, torej da bi podjetje imelo neko olajšavo, ampak bo shema vezana na posameznika in sicer, če bo imel vsaj plačo v višini 2 povprečnih bruto plač, bo imel 7% bruto plače odštete. Če vzameva torej nek tak okvirni znesek, pa rečva čez prst 5.000, kar je malo več kot 2 povprečni plači, pa da bo lažje računati, koliko več bi taka oseba torej ven dobila, če bo izpolnjevala te pogoje. Torej, gre za posebno osebno olajšavo v obliki zmanjšane dohodnine za 7%. Bom na primeru 10.000 evrov bruto plače, pa ne samo zato, ker je lažje razumeti, ampak zaradi tega, ker tudi verjamem, ciljamo na kadre, ki bodo imeli nekajkratnih povprečne plače. Ne glede, da je ta spodnja meja postavljena na 2-kratniku, ciljamo na kadre, ki bodo imeli precej več kot 2-kratnik povprečne plače. Torej, recimo, pri 10.000 evrih bruto ali pa za lažje račune, recimo pri 100.000 letno, letni bruto plači 100.000 evrov, bo neto
neto prihodek takega posameznega 7.000 evrov višji, kot bi bil brez te posebne olajšave. To pomeni približno ena plača, če tako rečeva čez prst. Recimo, ja. Nekateri pravijo, da bi to lahko bilo tudi ustavno sporno, da bo treba zelo, zelo dobro obrazložiti in pa da lahko to sproži upor domačih kadrov, ki pa so zadnjih 5 let tukaj plačevali prispevke DDV, živeli tukaj seveda na 100 različnih načinov prispevali v slovenski proračun, pa ne bodo te ugodnosti deležni. Torej, je možno, da je to ustavno sporno in kaj odgovarjate tistim, ki rečejo, zakaj pa jaz te ugodnosti ne dobim? Za začetek, takega ukrepa si nismo sami izmislili, ampak smo relativno dobro, tudi če to zdaj delamo, recimo analiziramo olajšave, ki jih imajo v drugi državi. Podobno olajšavo poznavajo več tujih držav. Mi smo posebej analizirali Portugalsko, Španijo in Dansko. Tako da torej to ni izjema v Evropi, je pa res, da smo jo prilagodili in tudi glede višine te posebne olajšave smo šli na to, kar je zdaj predlog, ki smo ga dali v javnost, torej 7% olajšava na dohodnino, je relativno visok znesek v primerjavi s temi drugimi državami, o katerih govorim. Pa bom takoj se vrnil nazaj na vaše vprašanje. Zdi se mi nesmiselno v resnici se truditi s tem, da mi iznajdemo neke nove ukrepe ali pa če že obstojajo. Tako da s tem bomo tudi v prihodnje nadaljevali. Še bolj intenzivno bomo analizirali ukrepe drugih držav, ne samo evropskih, tudi nekaterih drugih in jih tiste, ki se bodo zdajle smiselne, prenašali v Slovenijo. Torej, kot prvo, to ni zdaj posebnost, kar nekaj držav v Evropi to že počne. Zdaj, na drugi strani pa vprašanje morebitne ustavne spornosti. Ne pod določenimi pogoji, seveda je to tudi skozi evropsko zakonodajo to omogočeno oziroma dovoljeno. Torej, če gre za specifične primere, in tukaj v resnici naslavljamo specifične primere pomanjkanja kadrov v specifičnih panogah, je to dovoljeno, tako da z ustavno-pravnega stališča tukaj ne pričakujem težav. Seveda pa to ne pomeni, da se seveda... Da kdo ne bo sprožil. Ja. Je ukrep časovno omejen, to pomeni, da ne vem, naslednjih 5 let velja ta olajšava in kaj bi se recimo zgodilo, če človek po tem obdobju gre nazaj v tujino? Je kakšen... Ne. Ni nobene zavarovanja, da bi bilo treba, ne vem, vračati ali pa kaj podobnega? Zdaj tudi ne skrivamo, gre za prvi paket. Mi bomo na podlagi tega paketa in učinkov tega paketa planiramo v naslednjih letih predlagali nove podobne ukrepe. Torej v resnici bomo to merili, videli, kaj se dogaja na trgu in v resnici nadaljevali s temi ukrepi. Upam si trditi, da torej ne, da bomo zdaj to, kar smo danes ali pa predlagamo, da bomo to zmanjševali, ampak ravno obratno. Torej, glede tega imamo relativno visoke cilje in tukaj bomo absolutno naprej sledili temu, da se predvsem fokusiramo v to, da recimo temu, da to, kar vsi ves čas govorimo, se tudi vaš poslovni klub to vedno mer ponavlja, da je treba nagraditi, pospeševati družbe z visoko dodano vrednostjo, da je to v resnici cilj, ki bi ga morali v tej državi zasledovati in to so v resnici ciljni ukrepi vezani na to. Tako da seveda bomo sledili ukrepu, ampak si upam napovedati, da bodo v prihodnje sledili ukrepi, ki bodo še dodatno pospeševali. Bom pa še razložil, zakaj je predlog tak, kot je, torej do 40. leta. V resnici verjamemo, da je to neka starost, v kateri se ljudje še odločajo. Do 40. leta mora priti, pa je tudi upravičen do 40. ali potem velja neko do obdobje? 40. leta. Torej, pomeni, da lahko prideš pri 35, pa potem boš do 40. imel to. Lahko prideš pri 30, 35 ali 39. Tudi če prideš pri 39, bo ta olajšava veljala. Ne, bo veljala do tvojega 44. leta. Torej, velja za 5 let, samo pogoj je, da moraš pred 40 priti nazaj oziroma priti v Slovenijo. Zakaj 40 let? Zaradi tega, ker verjamemo, da je to neka zgornja meja,
ko ljudje razmišljajo, kje si bodo ustvarili družino. Verjamemo, da če do tega leta prideš v Slovenijo, obstaja velika verjetnost, da boš v Sloveniji tudi ostal. Zelo dobro se spomnim in velikokrat se spomnim na pogovor, ki sem ga imel z predsednikom vlade, popolnoma na začetku našega mandata. Namreč podobne ukrepe so se že takrat pogovarjala, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi privabili resnično perspektivne kadre. In takrat se spomnim, ko mi je on rekel, Klemen, jaz in ti ne bova se odselila iz Slovenije zaradi, če hočete, naše davčne zakonodaje. Pač mi smo si ustvarili družino, življenje v tej državi. Torej to, kar mi ciljamo, ustvarjamo ljudi, ki si tega še niso ustvarjali. Tako, in verjamemo, da tudi velika večina teh ljudi bo po 5 letih ostala v Sloveniji, čeprav se bo seveda obravnava njihova med bruto in neto dohodkom takrat spremenila. Izenačila. V resnici je samo 6% Slovencev pripravljenih iti delati v tujino, kar pomeni, da smo ne glede na starost precej zasidrani tukaj in radi tukaj. Ste na ta način predvsem uslišali želje farmacije, veliko kadrov išče, tako Novartis, pa Sandoz, Lek. Recimo tudi naš član Labena je dal poziv, oni imajo veliko tujcev zaposlenih v hčerinskih družbah, da enostavno moramo v tem trenutku, ko je toliko investicij, sploh v tem sektorju, nekako dati nek znak kadrom, da jih slišimo, da jih rabimo in da, če bodo prišli, jih bomo tudi nagradili. Je to ena, recimo, panoga, ki bo posebej izkoriščala ta... Farmacevtska panoga je ena od teh, za katero verjamemo, da ji bo ta ukrep pomagal. Tudi mislim, da ni tako dobro javno znano, kako je farmacevtska panoga še posebej v zadnjih letih svojo, recimo, pomembnost še povečala. Tako da absolutno si želimo, ne da samo ostane, ampak da to še nadgradimo. Poleg farmacevtske pa tudi vse druge panoge, tehnološke, tudi IT, ki iščejo specifične kadre, ki so, seveda jih je treba tudi ustrezno plačati. Jaz moram reči, da sem v zadnjih dneh, odkar smo to predstavili, kar nekaj dobil klicev oziroma SMS-ov od ljudi iz nefarmacevtskih panog, ki izrazito pozdravljajo ta ukrep. Naj pri tem še povem to, da teh 7% olajšave je bilo presenečenje za večino, tudi za strateški svet. Namreč mi smo seveda delali različne analize in kalkulacije in na koncu smo se odločili, da če gremo v to, da gremo tudi za relativno visoko olajšavo, ker ne želimo se znajti v tem, da bomo predlagali olajšavo, potem se bomo pa čez eno leto, mogoče je bila prenizka, pa jo dajmo zvišati. Tako da prav ciljno smo rekli, dajmo rešiti na neko višjo olajšavo, ne da bi zdaj, torej, če že nekaj gremo, da nekaj naredimo resno. Nekaj orang. Nekoliko negativno presenečenje za tudi člane, recimo, vaših delovnih skupin, predvsem pa tudi za SBC, ki je dal svoj predlog, pa je bilo nagrajevanje zaposlenih z delnicami. Tle nekih bistvenih sprememb v bistvu ni. Za delodajalce nekaj malega, sistem pa ostaja bolj ali manj enak, ne? Delnice, ki jih bo prejel delavce, bodo vsebinsko še naprej obravnavale kot boniteta, delavec bo mogel sam javiti te stvari in predvsem znižuje stroške za delodajalca, medtem ko za samega delavca ne, sploh ker mu gre to seveda tudi še vedno v dohodnino. Je to tudi samo prvi korak in boste pozive tudi SBC-ja v drugem koraku upoštevali, ali kako, ker tudi Devesovski velikokrat o tem govori, pravi, da bi bili lahko bolj odločni in bolj prodorni. Ja, gre za prvi korak. Še enkrat, najprej bomo v tem prvem mesecu proučili odzive, ki jih bomo dobili v tem kontekstu. Se seveda veselim tudi odziva strani SBC-ja oziroma članov SBC-ja, za katere smo se že v preteklosti prepričali, da so te odzivi konstruktivni. Tako da moram reči, da sem sicer malo presenečen nad vašim vprašanjem, ker strani SBC ali vaših članov, vse to, kar je do zdaj prišlo, je bil ta ukrep zelo pozitivno sprejet
da je to absolutno korak v pravo smer. Ja, bil je zraven komentar, da bi lahko še bolj smeli. Tako da za en drug ukrep, ki ga je SBC predlaga že nekaj časa, pa ga v tem paketu ni, na to temo je seveda bil SBC v zadnjih dneh tudi spet nekoliko bolj kritičen, ampak tudi o tem se bomo v naslednjih tednih še intenzivno pogovarjali. Tako da jaz absolutno verjamem, da je v resnici ta ukrep velik. Je pa dejstvo, seveda ne skrivam, da se nanaša na, da je to seveda relativno omejeno število podjetij, za katere je to zanimivo ali pa pride upoštev, ravno znotraj SBC je teh podjetij večji odstotek, tako da gre za začetek te poti. Zdaj bomo že v tem prvem paketu še kaj dodali, ne morem danes komentirati, ker niti predlogov še nismo dobili, ampak tako kot pri prejšnjem ukrepu, gre za neko pot, kjer se pač ne bomo ustavili. Ker FURS bo torej delavcu odmeril 22,1% prispevkov v breme akontacije dohodnine, kar pomeni, da za delavca, ki to prejme, se ne spremeni prav veliko. V bistvu, če mu gre to dohodnina, lahko celo pade v višji davčni razred, kar morda mu pomeni, da nagrada na koncu sploh ni nagrada. Ne, tukaj gre za eno relativno veliko in pomembno spremembo, torej odstop od tako imenovanega splošnega pravila brutanja in hkrati za ampak to velja za delodajalca, ne za delavca, ki nagrado dobi. Drži. Tako da ta ločen obračun davkov in prispevkov za dohodek v izdelavnega razmerja v naravi v obliki delnic in deležev je pač pomemben ukrep, ampak tako, kot sem rekel, dajmo počakati najprej na odzive. Ne bom nič napovedoval, da ne bomo še kaj dodatno dodali, ampak absolutno pa že danes napovedujem, tako kot sem že prej rekel, pri vseh teh ukrepih, recimo, da so 3 te ukrepi, ki so predvsem razvojno naravnani. Eno je še so te davčne spodbude za nagrajevanje v start-up podjetjih. To je v resnici, kot sem rekel, neko pot, ki jo želimo začrtati in jo bomo pač v naslednjih obdobjih samo dopolnjevali. Pri start-upih so bili odzivi pa precej dobri, oziroma so pozdravili napovedane spremembe, sploh zato, ker so do zdaj ljudje plačevali nekaj, kar morda ni vredno nič in še predno so zares dobili. Hkrati pa je Slovenija po raziskavi ESNA v letošnjem letu bila najslabše ocenjena država za startupe med vsemi EU državami, kar pomeni, da je prostora za izboljšave, ne samo na področju nadgrajevanja, seveda še precej. Je kakšna ocena zaenkrat, bo to veljalo samo za podjetja, ki so opredeljena kot inovativna tehnološka, teh je menda 134. Je kakšna opcija, da se to širi na vsa to vrstna podjetja, ki so neke vrste startup, ne glede na to, ali je to zdaj neka visoka tehnološka inovativna zadeva, ampak pač nekomu pa lahko uspe tudi z nečem bolj tradicionalnim. Ja, to je pomembno vprašanje, tudi v resnici občutljivo. Se strinjam in absolutno lahko razumem tudi argumente, kaj je meja za to, zakaj za nekoga velja, za koga ne. Tako da glede tega spet bomo absolutno prisluhnili argumentom. Glede tega je pa dejstvo, da seveda hotel sem reči pravi start-upi, pa že ta izraz je recimo vsaj vprašljiv. No, pomeni nekaj novega, ne? Zdaj seveda v današnjem času je to zelo vezano na neke nove tehnologije, ampak še vedno gre za nov način uporabe nečesa. V resnici smo želeli predvsem eno stvar pretežno nasloviti. Ta scena start-up podjetij je v Sloveniji relativno živa in živahna. Tudi sam poznam kar nekaj podjetij visokotehnoloških, ki so, tako lahko rečem samo wow, kaj delajo. In je pa zaskrbljujoče, ker tista podjetja, relativno majhen odstotek, ki na koncu uspe, jih je pa relativno veliko, ki po nekaj letih zapustijo v Sloveniji. Torej, mi smo želeli predvsem nasloviti to težavo in spet gre za samo enega od ukrepov. Samo s tem ukrepom seveda ne bomo mi rešili še vseh težav, ampak gre v enega od ukrepov, ki ga želimo čim prej predebatirati, uveljaviti in vzporedno začeti delati tudi na drugih ukrepih, ravno na tem področju.
imamo relativno visoke ambicije, povezano tudi, spet tudi to je povezano z davki, povezano tudi predvsem z razvojem kapitalskega trga. To je tudi eno področje, ki je meni osebno še posebej blizu, ker je tudi ogromno stvari za narediti, ogromno smo jih že, je pa res, da na davčnem področju smo pa tukaj v tem paketu še nismo naslovili, ni pa rečeno, da ga ne bomo celo še letos, namreč ves čas tudi v javnosti sem to že povedal. Naš direktorat za finančni sistem oziroma tudi državna sekretarka Nikolina Prah zelo intenzivno dela na stvareh, ki v Sloveniji pravzaprav nikoli niso bile narejene, tako da tukaj si upam trditi, da to, kar se dogaja v zadnjih 2 letih, so tektonski premiki za Slovenijo. Na nek način sreča, ali pa je tudi imamo, kar relativno majhen odstotek ljudi sploh dobro pozna, zakaj se gre, tako da v veliki meri je to zato lažje. Ampak tudi na davčnem področju tukaj je kar nekaj predlogov že pripravljenih, ki jih trenutno intenzivno obravnavamo znotraj Ministrstva za finance, ker je debata recimo temu precej pestra. Ampak jaz si želim, in to sem tudi javno napovedal, da bi morda v tem obdobju čez poletje že tudi nekaj od teh ukrepov priključili. To je edini del, ki ga danes ali pa pred nekaj dnevi nismo javno še predstavili, ampak se zna zgoditi, da bomo vsaj nekaj od teh ukrepov se še razširilo. Vključili do septembra in jih poslali v parlament v mesecu septembru. Tudi naslednji teden je naslednja seja strateškega sveta za davke, ki ga imamo pri Ministrstvu za finance, in ravno to bo ena od točk. Slovenija še nima samoroga. Prvi, ki bi lahko bil, saj sami zase to pravijo, in seveda ambicija in biti ambiciozen je v Sloveniji dobro, ker smo včasih premalo, je Bird Buddy, ki zase pravi, da bo prvi slovenski samorog. Oni imajo sedež že dolgo v Ameriki, ker so večino kapitala tam dobili in tudi večino strank imajo tam. Je recimo v tem drugem delu, ki bi lahko prišel septembra ven, kakšen predlog, da bi Bird Buddy, ki ciljan prvega slovenskega samoroga, prišel nazaj, nekaj naredil v Sloveniji? Zelo si to želim. To, da v Sloveniji nimamo samoroga, še je več razlogov, malo tudi povezano z specifično slovensko psiho ali pa recimo mogoče včasih nedovoljšno ambicioznostjo. Zato pravim, da je dobro, da nekdo sam zase napove, da bi samorog. Je pa res, da recimo, ko smo pri tem, ko razmišljamo o teh ukrepih, imamo v mislih tudi konkretna podjetja, pa v resnici z njimi sploh ne govorimo, sploh v resnici ne vejo za to, torej imamo mi v resnici zelo visoko razvite start-upe tehnološke, ki delujejo v Sloveniji, ki imajo pretežen tudi razvojni kader tuj, ker so seveda ugotovili, da ga v Sloveniji sploh ni, tako da v resnici na nek način hitimo, da ne bi ta podjetja prej odšla, preden bomo mi v resnici te ukrepe sploh uveljavili. Tako da ta predlog, ki pa zdaj je že v obravnavi, pa je, da se torej plača davek ob prodaji deleža in ne o pridobitvi. Omenile sva, lahko start-up propade, ta delež je lahko čez, ali pa ne. Večina je seveda takih, gre za tako poslovanje, večina jih propade, ampak tistih nekaj, ki pa ne, so pa seveda te razlike velike. To je v resnici ogromna sprememba. Torej v tistih nekaj odstotkih, ki uspejo, je to seveda dramatična razlika, ki verjamemo, da je pomembna ravno pri tem, da ostanejo v Sloveniji. Absolutno pa to ni edina, torej tudi tisti prvi ukrep, ki smo ga obravnavala, deloma cilja na te podjetja. Torej plačal se bo davek v času prodaje, vendar na vrednost ob pridobitvi deleža. To pomeni, da recimo, če si dobil po ocenjeno na 10,000, prodaja se pa za 1 milijon, boš plačal davek samo na 10,000. Tako je. Koliko tle je kakšen izračun finančnih učinkov? Rekla sva za enkrat 134 podjetij, pa nekaj 10 zaposlenih, verjetno maks na vsakega, pomeni ne prav veliko ljudi. Če zdaj upoštevava, da recimo jih propade 90%, na koncu je to, ne, bi jim dal lahko
tako rekoč karkoli. Mi smo se interno igrali s temi številkami, ampak je nesmiselno, da jih predstavljam, ker so v resnici ugibanja. Okay. Torej, pretežno se bo uspeh tega meril ravno v tem, koliko teh podjetij bo v Sloveniji ostalo. Še enkrat pa poudarjam, gre za enega relativno pomemben ukrep, ampak nikakor ne edinega. Tudi sicer pri ukrepih na davčnem področju, tukaj sem jaz velikokrat kritičen tudi do mojih kolegov ministrov. Velikokrat se davke precenjuje v smislu, da davki bodo rešili vse težave. Vsi bi skozi davke, večinoma to pomeni znižanje davkov, rešili vse svoje težave. Davki so običajno komplementaren ukrep, ki ga je treba v resnici ustrezno nasloviti ali pa združiti z ostalimi ukrepi, z drugimi politikami, ki jih vodimo. Tudi v tem kontekstu smo na ministrstvu precej bolj, lahko prisluhnemo tistim predlogom, kjer je davčna politika ali pa sprememba davčne politike v resnici samo dodatek k drugim politikam, ki se peljejo. Če pa seveda nekdo pride samo s predlogi, kot poenostavljeno povedano, znižite davke in potem bomo naše težave bodo rešene, tam nas je pa precej težko prepričati. No, ampak tudi tukaj ena pripomba spet iz DVSOT in sicer, da je problem, da bodo opcije ostale obdavčene kot prihodek iz delovnega razmerja in ne kot kapital, kar imajo v nekaterih drugih državah, kar pomeni seveda, da se na pridobitno vrednost obračuna, pa vendarle bo šlo to spet ponovno v dohodnino in ni to klasičen kapitalski dobiček. Bom odgovoril recimo malo nekonvencionalno. Absolutno se veselim pripomb, ki jih bomo dobili strani DVSOFT-a. Ne, absolutno zelo resno mislim, zaradi tega, ker verjamem, da je gospod Knez en tistih ljudi, ni jih tako veliko, on pa je en tistih, ki zelo argumentira svoja stališča, tako da v tem kontekstu se absolutno tega veselim in bomo za vso resnostjo tudi predlogom prisluhnili. Tako da ne bom več kot točno danes. Greva na normirance, tlele pa tega je pa kar precej, vsako leto se povečuje število podjetij. Tukaj je zdaj ocena vaša, da bo približno finančni učinek 12 milijonov. Gre pa zdaj že tako rekoč za tretji ukrep oziroma tretjo spremembo v času te vlade, kar nekateri pravijo, da zmanjšuje seveda to neko sigurnost oziroma stabilnost davčnega okolja. Je to torej zdaj zadnja sprememba, da ne bo tukaj spet prišlo v drugem paketu še kaj? V resnici ne skrivam, da so normiranci ena zelo specifična področja ali pa tema, ki je od začetka, ko je bil ta oblika uvedena, seveda, kdor se spomni, tudi takrat je bilo to komunicirano, gre za razlog za uvedbo je bil ideja predvsem administrativnih poenostavitev, torej da ni pač potrebno imeti računovodstva, da pač se ni potrebno zbirati računov, ampak se pač po pavšalih obračunavajo tudi davki. Skozi leta in tudi v zadnjem obdobju se je izkazalo, da so sistem normiranstva marsikdaj ni postal to. Ljudje se seveda prilagajamo čim bolj ugodnemu sistemu. Ta sistem kljub spremembam, ki smo jih mi že storili konec leta 2022, na nek način poslabšali položaj normirancev takrat in bili zaradi tega tudi zelo kritizirani. V resnici izkazalo se je, da je v letu 2023, ko je torej po novimi pogoji, se je število normirancev še dodatno povečalo. Torej, kljub temu še vedno ta sistem je privlačen. Lepo ste rekli, je privlačen, s čemer ni seveda nič narobe. Je pa dejstvo, bom povedal na enem drugem primeru, pa to tudi deloma je seveda naslov, zakaj ta sprememba, ki jo zdaj predlagamo. Recimo bom povedal primer, ki ga že nekaj časa Ministrstvo za zdravstvo nam žogco meče na mizo Ministrstva za finance. Je vprašanje nagrajevanja zdravstvenih delavcev, zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev za recimo njihovo popoldansko delo. Kot vemo, v Sloveniji je pač razpasen sistem, kot zdravniki dopoldne delajo v javnem sektorju ali pa v javnih ustanovah, velikokrat pa popoldne v zasebnih inštitucijah. Pa takrat
večina ali pa veliko njih dela preko sistema normiranstva. In seveda, kar je danes je to zelo aktualna tema, predvsem zaradi dela na noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ker se želi ravno ta problem nasloviti. Direktorji javnih bolnišnic in zdravstvenih domov in seveda Ministrstvo za zdravje že nekaj časa nazaj na Ministrstvo na finance naslovilo eno težavo ali pa problem, ki je seveda ga zelo dobro razumemo. Ne? Tudi zdravniki in drugi zdravstveni delavci pravijo, ni problema, mi smo pripravljeni popoldne delati tudi v teh javnih ustanovah ali pa iti iz ene javne bolnišnice popoldne v drugo javno bolnišnico, ampak potem nam omogočite enako plačilo, ker je seveda tam večina verjetno je plačana po podjemnih pogodbah, kjer je davčna obravnava popolnoma drugačna kot pri normirancih. V resnici imamo težavo najti vzporeden sistem. Seveda vse ideje so bile že na mizi, da spremenimo za to specifično kategorijo obdavčitev podjemnih pogodb. Ne gre, ker to bi pa bila neenaka davčna obravnava in je ustavno to problematično. Tako da hočem reči, sam sistem normiranstva, ki je osnovna ideja dobra, je seveda samo po sebi prinesel še en kup enih težav, ki nam seveda povzročajo na drugih področjih. Tako da iz tega vidika mi smo predvsej s tem predlogom, ki smo ga dali, pazili. Namreč ravno to, ker sem seveda vedel, da bo kritika skozi normiranci, spet normiranci, zato smo v bistvu predlagali relativno enostavno spremembo, nič nismo posegali v prispevke, nič nismo posegali v obdavčitev, bili so vse tovrstni predlogi, ker samo mimogrede, tudi prispevki, ki jih večina SP-jev plačuje, poudarjam večina, mislim, da je cirka 80%, torej seštevek teh vseh prispevkov je manjši od 60 000. Je manjši od minimalne pokojnine, ne samo toliko za primerjavo. Ampak, prispevki torej govorijo. V to nismo posegali smo samo v meje, torej, da se v bistvu na eni strani sicer poveča iz 50 na 60 tisoč za tako imenovane polne normirance, je pa res, da potem predlagamo, da ni več tistega sistema, ker če imaš enega zaposlenega, greš lahko do 100 tisoč, pa pri popoldanskih to mejo znižujemo iz 50 na 30 tisoč. Ampak zakaj? Več kot 60% vseh SP-jev je bilo konec lanskega leta normiranih. Glavnina je do 60 tisoč, če se ne motim, jih je nad 60 tisoč, nekaj 7 tisoč vsega skupaj, nad 100 tisoč, manj kot 2 tisoč. Gre za sistem, ki je enostaven. To pomeni, da bojo vsi te, torej po novem, ali pa velik del teh, ali pa en del teh, moral pač voditi knjige, kar pomeni, da bo imel on več dela. Če FURS pride na pregled, oziroma bo zdaj mogel en del na novo jih pregledovati, ker zdaj recimo, če si bil normiran, nisi rabo niti prikazovati računov, torej bo več dela za vse, ker normiranstvo je bilo vedno kot plus predstavljeno ravno zato, ker je enostavno, v redu, se dvigne obdavčitev, vendar vedno je bil protiargument, pustite enostavno obliko. Torej, zakaj se znižuje ta meja na 120 tisoč v 2 letih, zakaj se samo ne dvigne obdavčitev, pa pusti ta meja. Avstrija, po kateri se tako radi zgledujemo, ima, če se ne motim, mejo 220 tisoč. Toliko više pa vendarle niso tam plače in to v enem letu, ne v 2. Ne? Zakaj se ne pušča teh 300 tisoč? Zdaj, ravno obratno, kot ste rekli, relativno majhen segment normirancev v bistvu naslavljamo s to spremembo. Za večino normirancev to ne bo nobene spremembe. Tudi analiza, kje so ti normiranci, tako polni kot popoldanski, kaže, da je na tistih letnih nižjih dohodkih, 10 tisoč, 20 tisoč do 30 tisoč, potem pa pade, potem se pa spet poveča na končni meji, pri popoldancih pri 50 tisoč, pa pri polnih normirancih pri 50 oziroma 100 tisoč, glede na meje, ki sta danes. Torej, v resnici s tem ta ukrep bo potencialno prizadel majhen segment normirancev. Dejstvo je, da je tudi to
kot ste zdaj rekli, zakaj nismo, če ta problem še vedno obstaja, tega raje naslovili z višjo obdavčitvijo ali pa na drugi strani z tem, da se zniža odstotek priznanih stroškov. Tudi to je bilo vse na mizi, ampak mi smo na koncu rekli, gremo za najenostavnejšo rešitvijo. Nikakor ne dvomim, če bi šli v rešitev s zvišano obdavčitvijo ali znižanjem normiranih stroškov, bi bili deležni še večjih kritik. Je pa dejstvo, da spet skozi javno razpravo v naslednjem mesecu se v resnici veselim, kakšnih odzivov bodo in bomo seveda na podlagi tega tudi sprejeli končno odločitev. Ja, dejansko je manjši delež, kot sem rekla. Na lanski dan je bilo nad 60 000, 7343 SP-jev, nad 100 000 pa 1882, pa vendarle Furs bo imel za to pa recimo 7000 več primerov, ki jih bo treba pogledati, samo zato, ker bo sistem, bo pa seveda računovodski servisi bodo veseli, bodo imeli nekaj več dela, ne. Torej, obstaja kakšna možnost, da se recimo sledi, da se ta del pusti, pa se dejansko samo priznani odhodki nekje na 60 000, kar je zdaj tudi nova meja za vstop v sistem DDV, ne, da se recimo samo ta del dejansko naslovi. Tako kot sem rekel, zdaj mi idealne rešitve v resnici ne vidimo, ker je težave, ki izhajajo z normiranstva, so kompleksne. Namreč na drugi strani pa ne želimo prizadeti tistih normirancev, ki dejansko to še danes uporabljajo zaradi osnovnega namena, torej da si poenostavljajo administrativne stroške. Tako da tukaj v resnici tehtamo, tudi moram reči, da je bilo relativno kar nekaj predlogov, da preprosto ukinemo sistem normiranstva. Ne, da v resnici te težave... Ampak potem vsi samo več dela. Ja, drži, vse zato pa tega seveda ne predlagamo. Ker kritiki pravijo, da recimo prekarnosti pa s tem ne naslavljate in tudi ne rešujete, zato ker večina prekarcev bo še vedno bila v tem sistemu, še vedno bodo morali biti, čeprav ne bi želeli biti na take obliki pogodbe. In tega dela pa s tem nekako ne rešiš, ne? Jaz mislim, da je vprašanje prekarnosti sila zapleteno vprašanje, tudi glede tega imam malenkost drugačen pogled kot kakšen od mojih kolegov v vladi, namreč v naši vladi je to vprašanje prekarnosti precej pomembno, najmanj za koalicijske partnerje. Dejstvo pa je, da tista stvar, ki mi tudi jaz in moji kolegi ves čas opozarjamo, prekarnosti treba biti zelo previden. Kaj dejansko je prekarnost? Treba vedeti, da nove generacije ali pa mlajše generacije v resnici marsikdaj izbirajo tovrstno obliko zaposlitve, ki se velikokrat obravnava kot prekarna zaradi fleksibilnosti. Pač to, kar je naša generacija... Če imaš enega delodajalca in delaš samo za njega, ne, v tem smislu prekarnost, ne to, da imaš ti 3, 4, 5 različnih strank, to potem si pač klasično podjetje. Drži. To pa že obstoječa zakonodaja pravzaprav na nek način prepoveduje. Tako da zdaj, kako uspešen je Furs pri preprečevanju tega, je vprašanje, ampak ja, to vprašanje pa v resnici že danes po obstoječem sistemu obstojajo mehanizmi, da finančna uprava to nadzoruje in preprečuje, ampak tako kot sem rekel, verjamem, da je tudi glede tega še kar nekaj dela za Furs. Prav tako bodo morali normiranci pojasnjevati oziroma prijavljati prihodke s povezanimi osebami. Je tega veliko, da ste to dali noter v spremembe? Recimo temu, da analize, ki pa niso celovite, ampak so recimo temu samo delne, kažejo na to, da v nekih segmentih je tega zelo, zelo veliko, v nekaterih pa praktično ni. No, tako tudi malo odvisno od posameznih panog. Precej kritike letelo tudi na predlog, da bi morali vsi knjigoprejetih in izdanih računov pošiljati Fursu, da je to prevelik poseg v zasebnost, da se na zalogo pošilja stvari, da če Furs želi karkoli od tega, seveda vedno lahko pride in zahteva. Zakaj je ta obveza? Mislim, nemogoče je, da osebe, ki so zaposlene na Fursu, ker se verjetno ne bo njihovo število povečalo za nekaj 1000%, da bi to dejansko mesečno pregledovali. Torej bodo dobili kopico nekih dokumentov, ki jih noben ne bo pogledal.
Ja, to je tudi to je ena od točk, ki je že zdaj recimo deležna precejšnjega odziva. Zdaj nikakor ni, pri vseh ukrepih, tudi kar se tiče nadzora strani FURS-a, nikoli v resnici ne zasledujemo, ne glede na to, da morda javnost tega ne verjame, ne zasledujemo ciljev, da bi pač dejali FURS-u recimo neko moč, ki bi jo pač izrabil, če bi jo. Je pa dejstvo, da na drugi strani pa si želimo seveda zmanjšati možnosti zlorab, ja. In v tem kontekstu to je ravno točka, ki ste rekli, kjer bomo seveda precej podrobno preučili pripombe, ki jih bomo v naslednjem mesecu dobili in potem ustrezno oblikovali končno rešitev. Ker ravno kar je padlo na Ustavnem sodišču predlog, po katerem bi FURS dobil zelo široka pooblastila, komu vse lahko sledi, tako osebi kot blagu, brez nekih posebnih Drži, pred tem sem imel malo v mislih, tudi to v resnici mi je zelo žal in sem, kar rečem, malo slabe volje kar na ministrstvo in na FURS. Predvsem zaradi tega, ker takrat smo relativno veliko sedeli in tudi jaz sem s FURS-om veliko sedel, zakaj tak ukrep in kako to danes gleda. Še zmeraj verjamem, da je ta ukrep bistveno boljši, kot se to danes v praksi dogaja, in v vsakem primeru očitno nismo bili dovolj jasni in tudi dovolj jasne varovalke imeli v zakonodaji, tako da verjamem, da bomo to v prihodnosti naslovili. Torej še sladke pijače, trošarine na alkohol brez pri Slovencih tako priljubljenega vina. Poleg seveda nekih širših učinkov tako na zdravje, sploh na neko mlado populacijo in to, kakšen je tle finančni učinek, koliko več denarja naj bi prišlo in ali je možno, da bodo sploh alkohol kupovali ljudje potem v tujini? Ja, zdaj, tako kot sem rekel, pri celotnem paketu teh davčnih sprememb nismo zasledovali pravzaprav javnofinančnih učinkov oziroma smo zasledovali, da bi bili te ukrepi pretežno pozitivni. Prej so se pogovarjali v kakšnem smislu. Ukrepi na področju obdavčitev tako imenovane nezdrave hrane so seveda vedno vzbudijo veliko pozornosti. Tako da in za razliko od ostalih ukrepov, tudi jaz sem se v resnici v nenavadni situaciji znašel, ker je tukaj Ministrstvo za finance pa v resnici v veliki meri funkcioniralo kot mediator med dvema skrajnostima. Na eni strani zdravstveno stroko, ki izrazito zagovarja in verjame, da tudi ta predlog, ki ga zdaj predlagamo, v resnici gre samo za dvig DDV-ja iz znižane na običajno stopnjo na sladkih energetskih pijačah in samo 7% dvig trošarine, ne glede, če se spomnite nekaj mesecev nazaj, ko smo dali v javno obravnavo zakon o trošarini, smo predali 25,7, ker je bila toliko inflacija od leta 2014, ko so bile zadnjič spremenjene trošarine na alkohol, torej 7%, ne 25,7, in na drugi strani dvig DDV-ja na sladkih energetskih pijačah. Torej na eni strani zdravstvena stroka, stroka je povezana z zdravim prehranjevanjem, v veliki meri jemlje ta predlog kot nezadosten. Na drugi strani gospodarstvo, tudi deloma kmetijstvo, seveda se bori proti kakršnikoli obdavčitvi hrane. Tako da na nek način v resnici sem pa tukaj vesel, bil sem tudi prisoten na sestankih 2 strateških svetov, ki so bili zelo konstruktivni in dolgi, torej na strateškem svetu za zdravo prehrano in zdravje. In recimo, tako še danes mi malo odzvanja v glavi besede predsednika strateškega sveta za zdravstvo, ki je na koncu rekel in v nek način udaril po mizi in rekel, pa dobro, leta in leta se pogovarjamo o tem, kako je potrebno narediti škodljive prehrambene stvari manj zanimive. Praktično nič nismo dosegli, ker vedno smo se na koncu skregali, prišli smo s tako ekstremnimi idejami, da niso bile nikoli sprejete. Tako da to je v resnici en korak. Potem bomo pa videli, kako se bo dogajalo. Tudi pri alkoholu, recimo, glede tega smo v resnici prisluhnili en modelu gospodarstva, tudi v resnici tega gospodarstva, ki se ukvarja z alkoholnimi pijačami, proizvodno še bolj pa z uvozom, ker v bistvu je bilo izraženo razumevanje do dviga, vendar je bilo opozorilo
dajmo to postopno narediti, tako kot je pri tobaku. Torej 7% dvig trošarine v resnici, govorimo samo o trošarini, ne zelo malo cena. videti, kakšen bo učinek, ker se seveda nihče ne želi tega, da se poraba, če hočete, ostane enaka, se pa to prelije na internet, prodajo, na prodajo v tujih državah in tako. In na podlagi tega bomo analizirali in potem videli in šli rajš z postopnimi koraki. Napovedali ste že drugi paket konec letošnjega leta, kar verjetno pomeni obravnava celo prihodnje leto in uveljavitev leta 2026. Kaj lahko pričakujemo, seveda stvari v pripravi, pa vendarle v katere smeri greste, je noter znižana obdavčitev dela, v končni fazi imamo enega višjih davčnih primežev v OECD-ju, tudi nad povprečjem, so noter nepremičnine in noter obdavčitev celotnega premoženja, kar se še da poleg nepremičnin. V katero smer razmišljate? Dejstvo je, da v tem naslednjem paketu želimo nasloviti tudi nekatere bolj sistemske ukrepe, konkretno na eni strani obdavčitev presežnega premoženja, pri čemer naj takoj poudarim, da niti že ni definirano, kaj to pomeni presežno premoženje. Kaj pa bi lahko bilo? Na drugi strani bi pa takoj tudi povedal, da seveda absolutno eno so nepremičnine, v katerem ni veliko dilem, medtem, ko naj takoj opozarjamo sem tistim, ki mislijo, kaj še to je, da pri vrsti drugega premoženja je seveda smo precej rezervirani do obdavčitve drugih vrst premoženja. Namreč del drugega premoženja je že danes obdavčen in je seveda tudi so včasih pretirana pričakovanja javnosti, del premoženja je pa v obliki, za katero verjamemo, da ni verjetno primerna za dodatno obdavčitev, recimo depoziti na bankah. Ker seveda, tako kot sem rekel... Razen, če želite, kot ste rekli, spodbujati kapitalski trg, mogoče je pa tu prava Drži, ampak to so ukrepi v drugo smer, v kateri tudi z veseljem poklepetava. Tako da na eni strani obdavčitev predvsem verjetno nepremičnin, tako kot sem rekel, zelo pomembno je definicija, česa po kakšnih stopnjah kaj. In na drugi strani, absolutno to zagovarjam ves čas kot minister za finance, da mi želimo, da je ta paket davčnih sprememb finančno nevtralen. Ponovno. Tako je. Seveda z dodatno obdavčitvijo dela premoženja, recimo presežnega, bomo prišli do dodatnih davčnih prilivov, ampak naše stališče je, da je pa to treba na drugi strani preliti v davčne olajšave, pretežno na področju obdavčitve dela, vendar tudi tako, kot je veliko dela, že zato, da bomo prišli z nekim izhodiščnim predlogom, da ne govorim potem o seveda vsej debati, ker to pa res je obsežno in zelo... Vsak Slovenc pa svoje mnenje. Drži, tako in je prav tako. Na drugi strani tudi pri obdavčitvi dela podobno vprašanje se postavi. Torej, ali samo počez znižati, ne pa bo ta odstotek znižanja nižji, ali v resnici ciljano v katere segmente kaj. Tako da glede tega ta debata je že začeta, zelo intenzivna bo v naslednjih mesecih in jo bomo tudi relativno veliko število strokovnjakov v to vključili, tako da že danes pa napovedujem z predlogom, ki bomo prišli ven, kot sem rekel, predvidoma konec leta. Je to predlog, za katerega bo, verjamem, še deležen veliko javne debate in nikakor ne dvomim, da tam, kjer bomo predlagali višjo obdavčitev, torej na premoženju, bomo pretežno slišali kritike, ne glede na to, da danes, jaz ko govorim skoraj s komorkoli, z gospodarskimi združenji, z sindikati, koncev z novinarji, vsi so temu naklonjeni. Vsi govorijo, to morate narediti, to je treba narediti. Ko bomo do tega prišli, že danes napovedujem, da bomo verjetno predvsem poslušali kritike, ker seveda tiste, katerih se to tiče, pa rajš pač ne plačujemo davka kot ga. Na drugi strani pa absolutno verjamem, da je potrebno tudi ravno v tem kontekstu nadaljevanja z razvojno naravnanimi ukrepi, da je smiselno nasloviti seveda ne samo splošno obdavčitve dela, ampak v resnici tudi nekih ciljenih ukrepov, pa ne samo ciljenih v kontekstu, kot je bil ta paket zdaj, ampak tudi vprašanje potencialno recimo
drugega pokojninskega stebra. Imate, veliko se zdaj govorilo o nepremičninah, je v tem trenutku popis nepremičnin oziroma baze nepremičnin so dovolj dobre, da se da s tem, kar imate zdaj, torej da ne gremo v en nov popis, ugotoviti, kdo ima kaj. Zdaj se recimo delala ocena, ker je Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo predlog o kratkoročnem oddajanju, se je ugotovilo, da v Ljubljani gre za kratkoročni najem 1,9% vseh razpoložljivih nepremičnin. Te, ki temu nasprotujejo, pravijo, treba je nasloviti vprašanje praznih stanovanj, ki so v tem trenutku baze podatkov tako dobre, da boste vedeli, tole stanovanje se oddaja kratkoročni najem, tole se oddaja dolgoročni najem, tole je prazno, tole nekdo živi noter, tole je pa vikend. In da se potem po teh kategorijah seveda tudi te neke davčne stopnje primerno, seveda čisto drugače obdavčitev nečesa, s čimer ti služiš, pa seveda pol plačaš davek recimo na oddajanje, ali pa nekaj, kjer živiš in je to verjetno mogoče tvoje celo edino premoženje. Dejstvo je, da s tem paketom, ki ga zdaj predlagamo, v resnici posegamo tudi na področje množičnega vrednotenja nepremičnin. Zato so specifični razlogi. En od razlogov pa je dejansko tudi to ni samo vprašanje teh sprememb, ampak tudi sicer. Zdaj bom začel druge. Podatki so relativno dobri. Podatke, ki jih imamo, oziroma ki jih ima GURS, ker pretežno so to podatki, ki jih ima geodetska uprava, so kvalitetni. Je pa dejstvo, da tudi te podatke je treba še recimo temu dopolniti. S tem smo tudi s GURSom se kar veliko pogovarjali in lahko rečem, da pregovorno Ministrstvo za finance, ki seveda je nenaklonjeno višjim potrebam ali pa zahtevam različnih proračunskih porabnikov, smo bili pa recimo do GURSa zelo uvidevni. Ravno to, kar je del tudi njihovih zahtev potreb v letošnjem letu, je vezan na to, da se te podatke še dodatno dopolnijo in smo glede tega rekli, seveda absolutno ne želimo, da je ovira premalo ljudi. Premalo ljudi oziroma premalo denarja. Tako da upam si trditi, da že do konca letošnjega leta, absolutno pa v naslednjem letu bodo te podatki, že danes so dobri, bodo pa do takrat, ko bo prišlo do uveljavitve tega zakona, pa sprememb, ki jih bomo sploh predlagali, da ti podatki ne bodo ovira v resnici za izvedbo tistih predlogov, ki jih bomo pač podali. Ampak hkrati boste s temi spremembami zakona o množičnem vrednotenju posegli tudi v to, da bo onemogočeno pogledati v transakcije, ki so bile narejene, kar tudi novinarji, ki recimo mesečno spremljajo sklenjene transakcije, ker nekaj je seveda oglaševana cena, drugo je pa potem dogovorjena, da se da v pogodbi spet to malo zamegliti, pa večina verjetno ni taka. Pravijo, da bo zato več špekulacij više cene, ker enostavno ti, ko boš prodajal, kupoval stanovanje, ne boš mogel pogledati za svoj becirk, kako in po koliko se je prodajalo, ampak boš odvisen od tega, od nasveta nepremičninskega posrednika, ki lahko je realen, lahko pa tudi ne. V končni fazi so plačani na višino transakcije, v odstotku, kar pomeni, da seveda želijo ti kot prodajalec seveda tudi želiš iztržiti čim višjo ceno, pa vendarle pravijo, da v te pogledi so v bistvu bili koristi to zdaj. Malo sem se nasmehnil. V resnici stvar je drugačna. ID oznaka nepremičnine je osebni podatek, ki je danes javni. In verjamemo, ne ker mi verjamemo, ker smo dobili vrsto opozoril na to, da gre za pretiran poseg v osebne podatke. To je edini razlog, zakaj tukaj omejujemo vpogled. Dejstvo je, da bo še zmerom vpogled omogočen, vendar ne v konkretno nepremičnino, iz katere se da razbrati kupca in prodajalca. Gre za predpostavko pretiranega posega v zasebnost posameznika. Zakaj sem se nasmehnil? Ker je to običajno strani novinarjev in splošne javnosti argument. Tukaj pa ravno drugače, tukaj pa nobenega to ne skrbi. Tako da v resnici je to edini namen, zakaj v to posegamo. Še zmerom pa tudi s to zakonodajno spremembo predlagamo, oziroma da seveda torej na nek način onemogočimo, da se da točno ugotoviti, kdo je kupec in kdo prodajalec po kakšni ceni.
bo še zmerom omogočen vpogled v to cenilcem. Torej, XY je prodal tako in tako stanovanje po ceni toliko ZŽ-jev. Tako, cenilci bodo še zmer imeli vpogled v to, tudi v te podatke, medtem ko bomo pa omogočili tudi javnosti še zmer relativno visoko stopnjo podatkov, ki bodo sicer malo na agregatnem področju, ampak povedano drugače, še zmerom bo lahko pojavnost prišla do podatkov o transakcijah na posameznem območju, torej po kakšni ceni so se določene nepremičnine prodajale. Mislim, kakšna je neka povprečna cena za določeno velikost stanovanj, če hočete, ne bo pa točno jasno, za katero stanovanje je šlo. Samo da končava z javnim sektorjem in s pogajanji in seveda to pa ne bo imelo ničelnega vpliva na proračun, ne glede na to, kakšen bo izkupiček pogajanj, razen če pač se nič ne zgodi. Ne? Koliko je v bistvu sploh prostora, tudi vi ste eden od pogajalcev, stavke, kar trajajo, recimo upravne enote so zdaj ta teden še zaostrile, sploh več tako rekoč večine strank ne sprejemajo, odpovedali so že dogovorjene sestanke. Koliko je sploh prostora v proračunu? Fiskalni svet je že nekaj let, ne samo do vaše vlade, tudi do prejšnjih, precej kritičen, kako se porablja, zakaj se porablja, kako se napoveduje proračun v končni fazi. Je denar za vse te velike želje, ki so, to gre v stotine milijonov? Pa že zdaj smo na 6. mestu, če se ne motim, po višini deleža BDP-ja, ki gre za plače javnega sektorja. Ja, zdaj, seveda denarja ni dovolj, je pa vprašanje kompleksno. Tudi jaz, kot glavni pogajalec in hkrati minister za finance, ne zanikam, da določene plače določenega dela javnih uslužbencev so prenizke. In absolutno tudi venomer ne pristajam na te pavšalne trditve, češ se premalo dela in zato ni res. Jaz zase lahko povem na mojem ministrstvu, jaz imam sodelavcem, ki jim lahko dam samo kapo dol, ker so pripravljeni hoditi v službo na ministrstvo za finance za to plačo, ker delajo po 12 ur na dan, vikende, če jih potrebujemo, delajo in ne jamrajo in ne stavkajo in niso še nikoli stavkali. In tega mi je res hudo. Na drugi strani, seveda, zakaj je to danes se zgodilo? Na nek način je naša vlada na začetku povedala, da želimo tudi tukaj reformirati ta plačni sistem v javnem sektorju. Je pa seveda ena stvar, ki verjamem, da smo jo na nek način podcenjevali. Vprašanje ali pa odgovor na vprašanje, kaj so plačna nesorazmerja. In danes, seveda, ne samo jaz, tudi moji kolegi in tudi večina sindikatov se strinja, da je odgovor na to vprašanje ni niti stvar pogajanj, ampak je stvar enega relativno zapletenega procesa vrednotenja opisov delovnih mest in potem samih glede na opise delovnih mest, kaj dejansko nekdo dela, koliko je posamezno delo vredno. Torej, to, kar se zdaj danes dogaja, je seveda pogajanja z 45 različnimi sindikati, pri čemer vsak zase misli, da si zasluži več, pretežno se pa vsi primerjajo z drugimi. Niti ne gre za več za vprašanje, kaj želim jaz? Ne, niti ne gre za vprašanje same višine plače, ampak koliko dobim jaz v primerjavi z koliko dobi nekdo, ki sedi desno in levo od mene. Ja. Ne, in seveda to izrazito otežuje sama pogajanja. Na drugi strani, seveda, si vemo, imamo v Sloveniji rekordno nizko brezposelnost, tretjo najnižjo v EU, najnižjo v evroobmočju, pri čemer se tisti dve državi, ki imata nižjo od nas, sta Češka pa Poljska, se ima v zadnjih mesecih odstotek brezposelnosti povečuje, nam se pa še vedno znižuje. Mi smo šli iz 3,1 na 3,3. Mislim, da smo še zmerom na 3,1 po zadnjih podatkih. Zadnji podatek je bila 3,3. Tako da, hočem reči, dejstvo je, da je pod je težko je še nižje. Torej, in seveda, se to ni edino javni sektor, tudi v zasebnem sektorju se s podobnimi težavami delodajalci ukvarjajo. Pri tako
pregretem trgu dela je preprosto, seveda imajo delavci pač več možnosti se odločati drugam v službo in to se seveda na koncu odraža tudi v višjih stroških dela. V javnem sektorju se ves čas poslušam od pomanjkanja, ali so to delavci na upravnih enotah, ali so to delavci v zdravstvenih, socialnih ustanovah, policiji, vojski in vse to drži. Ne? In na koncu koncev zato pravim, da kar ne želimo, ta moment, ki ga Slovenija trenutno ima, ker to je seveda na koncu koncev je dobro, da imamo tako nizko brezposelnost, ga je treba reševati na drug način, predvsem za tujimi delavci, torej en segment je tisti, ki ga izrazito naslavljamo s temi davčnimi spremembami, torej ta visoko usposobljenost kadra, ampak to ni vse, tudi drugje, kjer verjamem, da prvič, veliko dela smo naredili, veliko nas pa še čaka. Tukaj si želim, da bi bili te procesi, predvsem od trenutka, ko se nekdo odloči, da bi v Slovenijo prišel, da bi bili hitrejši. Tako da tukaj moramo še veliko narediti in to je v resnici tisto, kar bi moral biti danes fokus. Da končava približno tam, kjer sva začela sva s kritikami, povprašam vas osebno, ste vi zadovoljni z tem paketom sprememb, ki ste ga dali ta teden v javno obravnavo? Osebno? Ja. Absolutno sem s tem, kar delamo na Ministrstvu za finance od nekje jeseni lani, mislim, da so absolutno prave stvari. Da v resnici se je davčne spremembe potrebno lotiti na ta način. Od februarja meseca je ustanovljen ta strateški svet za davke, ki je posvetovalno telo ministra za finance. To je bila ena najboljših odločitev, ne samo kot taka, tudi zaradi tega, ker smo uspeli ta svet 11 članov ima sestaviti res na način, da so ljudje, ki se srečujejo na 10 dni, sedijo 3 do 4 ure, vsi imajo svoje službe in vsem se zdi vredno priti in tam sedeti. Gre za zelo različne ljudi, za zelo različne poglede, ampak uspeli smo ustvariti to, da se pogovarjajo in slišijo med sabo. Na končni predlog je stvar Ministrstva za finance. In hočem reči, in to je v resnici edini način, da pridemo do kvalitetnih idej, ki jih potem damo še v javno obravnavo. Tako da absolutno to, kar delamo v recimo zadnjih 6-7 mesecih, je prava pot. Na drugi strani tisto, kar smo prvo leto delali, smo se marsikje zaleteli. Tako da hvala Bogu smo to spoznali recimo dovolj zgodaj. In tista stvar, ki jo napovedujem in tudi povem, da bomo absolutno s tem tempom nadaljevali do leta 2026. Namreč stvar, ki se mi zdi tudi slaba, na 4 leta so volitve, na 4 leta ali se vlada zamenja ali se ne zamenja, ampak kakorkoli. Dejstvo je, da davčne spremembe velikokrat zahtevajo veliko dela, ne samo za implementacijo, tudi za razpravo. In skozi ta sistem, ki smo ga zdaj uvedli, smo prišli do, za moje pojme, kvalitetnih rešitev. Lahko razumem tudi kritiko, da se nekomu zdi premalo je. Ja, zato bomo pa prišli čez pol leta z novim paketom rešitev in lahko da čez potem spet z novim, ki bo dovolj, kako bi rekel, prvič konsistenten, bo v kontekstu tega, kar smo zdaj predlagamo, in na drugi strani, da gre za predloge, ki jih bo, če hočete, tudi nova vlada lahko vzela v roko. Tle si res želim in izrazito ves čas tudi pazim na to, da ne gre za, mislim, tako v resnici verjamemo to, da ne gre za neke spremembe, ki jih je ta vlada predlagala, ampak nekaj takega, kjer ni cilj, da si bo kdo kakšno medaljo pripel, ampak da bomo končno enkrat iz teh davkov naredili nek sistem, v katerem se pogovarjamo, kjer začrtamo pot in kjer tej poti sledimo tudi z davčnimi spremembami. Veliko dela nas čaka. Naš sistem, ki smo ga pač v zadnjih 30 letih, je, ne vem, nekdo pa zelo kompetenten iz tega področja rekel, da je to sračje gnezdo. Ok, pač se sračje gnezdo lotevamo tako, da pač vejco po vejco dajemo ven in to zlagamo v nek vrstni red, ki ima logiko. Tako da od tega absolutno ne mislim odstopati do konca mojega mandata. Je pa res, da je ta vlada prva stvar, ki je naredila, kar se tiče davkov, spremenila, kar je prejšnja vlada tik pred volitvami naredila. Tako da rade vlade sprejemajo. Ne, jaz sem to takrat zelo jasno komuniciral, celo preden je prejšnja vlada tiste spremembe davčne naredila. Jaz takrat, ko sem en komentar dal, tudi nekje je bil v enem mediju objavljen, takrat še mi še sanjali ni, da bom šel v politiko in postal minister, ampak
naslov tistega mojega članka, se bo kratek, je bil, da je predlog davčnih sprememb, ki ga je prejšnja vlada dala, korak v pravo smer. Samo kdor je seveda pa tisto prebral do konca, je pa bilo tudi zelo jasno, šlo je pretežno za všečne spremembe. Ampak ni dovolj, tudi jaz to ves čas, tudi mojim kolegom ves čas govorim, tudi v vladi, ko damo, zato pa govorim v tem kontekstu, v tem naslednjem paketu, kdaj je smiselno ali pa kdaj bomo verjetno spravili skozi spremembe, ki bojo pomenili tudi višjo obdavčitev presežnega premoženja, ko bomo na drugi strani tudi nekaj dali. Če pa mi samo nekaj damo, olajšave, se ne lotimo drugega področja nepremičnin, ker je to politično nesmelo, čaka na neko prihodno vlago. No, do tega sem bil že takrat kritičen in to je bila moja glavna kritika tistih sprememb, ker ni v tem paketu, ki je bil v določenih stvareh dober, ker ni bilo zraven določenih ukrepov, ki tudi vsi vemo, da so nujno potrebni. Sam vsi čakajo na eno naslednjo vlado, da bo to naredila. Vsi pravijo, da sta v življenju nujni samo dve stvari, smrt in pa davki, tako da dajva s tem končati. Torej, davkom se ne moremo izogniti, ne glede na to, kakšni so. Hvala lepa za vaš čas, za vaše pojasnila in seveda bomo z zanimanjem spremljali, kakšna bo končna različica teh sprememb in seveda, kaj boste pripravili do konca leta, tako da tudi mi vam želimo srečno roko in dobre ideje. Hvala za povabilo. To je bil še en SBC intervju, tokrat z ministrom Klemnom Boštjančičem, tema pa davki, torej nekaj, kar zadeva prav vsakega izmed nas. Zato vabljeni k ogledu, poslušanju ter seveda srečno do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.